Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav z Murske Sobote. Sliko smo na Fazaneriji, pred nami pa je tekma 29. kroga prve lige Telemach, nekako morda celo derbi tega kroga. Mura gosti Koper, gre za obračun četrte in druge ekipe prve lige Telemach. Pomembna tekma za ene in za druge. Nič nevarnega na koncu, je pa Novoselec storil napako in Mura nadaljuje s pritiskom. Vrata so prazna, ampak ni tu najbolje zadev žoge Klemen Šturm, ki se je vključil v napad in ostal zelo visoko. Zdaj se bo seveda vrnil z reprezentanco Kosova. Obe sta se končali z 0-0. Zdaj je vratnica celo za Koperčane. Tule še enkrat Vešner Tičič. Desno ima veliko prostora Novoselec, ampak mislim, da tako njegovi soigralci kot tudi pri Muri vsi vedo, da ne more biti nevaren. Tole pa je priložnost za Koperčane, ampak tudi dvignjena zastavica. Osuđi je odtekel v prostor za voljo tega, ker se je tu odlično počutil, igral nekako z ročno zavoro. 89 tekem je odigral za črno-bele v vseh tekmovanjih. Koper pa ima priložnost, tule je že bil prvič pozvan na delo. Tole zdaj je nevarno, Mura na robu kazenskega prostora. Šturm ima prostor, Šturm pred vrata, Koperčani se rešujejo. Lahko smo to tudi pričakovali, predvsem za voljo tiste poškodbe domačega vratarja Marina Ljubiča, ki ga je zamenjal Zalokar. Zdaj je nevarna žoga, vse tako se je zdelo. Hitro končal. Tudi Mura pa je hitro zapravila posest. Guberac zdaj z visoko podajo v prostor. Šušnjara ima priložnost. Soočenje z Zalokarjem, ki pa se je izkazal z obrambo. Tole je bila zdaj najlepša priložnost na tekmi. Eden izmed njih krpa položaj desnega bočnega branilca. Kovs medtem v prostor, tako na robu ofsajda. Blizu Rajčević, ogromno izkušenj ima Rajčević, ampak tako je prav tako zelo neugoden. To je bil nevaren strel, na pravem mestu pa Adnan Golubović. Delo pa Koperčani niso dokončali, oziroma dela niso dokončali, kajti tule je nova priložnost za zaključni strel. Horvat je nameril naravnost v Golubovića. Dvojna podaja z Dakojem je uspela. Kovs preigrava, Kovs pred vrata, priložnost za Muro, ampak ni prišel do strela. Osuđi, ja, zdaj morda priložnost, Novoselec je odtekel, Novoselec! In gol za Koperčane, no, kdo ga je dosegel? Igralec, ki danes igra na desni strani obrambe, pa tam ni bil planiran med tednom, ko so se pripravljali Koperčani, in tole zdaj veselje tifozov. Razočaranje pri Muri, veliko prostora je imel Novoselec, morda so bili črno-beli tudi preveč sproščeni ob sicer osrednjem branilcu. 26-letnik pa je torej takole šokiral Fazanerijo. Koperčani vodijo z 1-0. V tej sezoni ves čas poudarjamo, da se lahko vse skupaj hitro spremeni. Zdaj ima še Koli priložnost. Koli do strela in gol! Ali je tu šlo za ofsajd, to bomo videli. V vsakem primeru pa se trenutno Koperčani veselijo. Koli je sijajno močno zaključil. 73. minuta, veselje tudi pri Kopru ob robu igrišča. Veselje seveda tudi pri navijačih Kopra, ki so pripotovali v Mursko Soboto. Srečno izbiro pa je imel z tole zamenjavo Zoran Zeljković, srečno roko pri izbiri. Poglejmo pa, če je bilo vse čisto, tule bodo odločali centimetri. Nova prvoligaška tekma zanj. Mura pa v napadu, ali se lahko Muraši vrnejo? Ne, če ima kaj besede pri tem Adnan Golubović. Lotrič, tule je zdaj bil v napoto Lotriču, tudi glavni sodnik, ampak Mura se rešuje, morda je celo Matej Jug zdaj nekoliko pripomogel črno-belim. Gol za Muro, 92. minuta, nismo še videli vse, kar lahko ponudi tale derbi.
29. kroga. Mura se lahko še vedno vrne. Damir Čantala, zelo boleč poraz na koncu. Imeli ste inicijativo, tekmo ste zelo dobro začeli. Kaj je zmanjkalo potem v prvem polčasu, po tistih prvih 10-15 minutah, da bi to nadgradili z vodstvom? Ja, sigurno obstaja obžalovanje. Mislim, da smo si zaslužili danes več, kot smo dobili. Če smo v zadnjih tekmah tudi neki splet okoliščin nam šel na roko, danes temu ni bilo tako. Sigurno smo si ustvarili do 1:0 bistveno več zrelih situacij od Kopra. Ampak ja, v zaključku samih akcij nismo bili izbrani oziroma nismo bili dovolj natančni. Koper je pa to kaznoval s svojim golom, kjer je tudi bila neka sumljiva situacija. Ampak to je nogomet. Koliko se je zdaj zakompliciral boj za evropske vstopnice z vašega zornega kota? Vseeno so to 3 točke, ki jih boste zelo pogrešali. Vedeli smo, v spomladanski del smo stopali za ostankom, vedeli smo, da v direktnih tekmah z direktnimi nasprotniki ne smemo izgubljati. Oni se to lahko privoščijo zaradi prednosti, ki so jih imeli. Mi si ne smemo, tako da sigurno je sedaj pozicija dosti težja, ampak do konca je še vseeno 7 tekem, 21 točk še v igri. Tako da gremo naprej tekmo po tekmo in dokler obstaja možnost, je naš cilj še vedno uvrstitev med prve 3. Zoran Zeljković, izredno pomembna zmaga, nekako pa če oceniva tekmo, dobra tekma za gledalce, vi ste pa na koncu tisti, ki se veselite. Kaj je po vašem mnenju odločilo? Dobro, mislim, da smo bolj odločno stopili v drugi polčas, bili boljši na teh drugih žogah, kajti v prvi polčas so nam tle delali ogromno težav, ampak dobro smo odreagirali, čakali te svoje priložnosti, jih izkoristili in zasluženo zmago. Danes ob strelcih morda še junak tudi vratar, nekaj izvrstnih posredovanj. Je vse v redu z njim? Tam je imel nekaj težav potem po zadnji obrambi? Ja, mislim, da je. To, kar vemo, da imamo zelo dobrega vratarja, tako kot imamo tudi igralce. Mene zelo veseli, sploh za njega, ker vem, da pač veliko dela, da je včasih tudi trpel kakšne kritike, ker niso bili zasluženi, tako da super. Pa še morda ena situacija na desni strani, ste delovali brez Palčiča, morda nekoliko podhranjeni, ampak potem je pa prav Ivan Vaselec dosegel tisti zadetek, ki je odprl tekmo. Kako pospremite trenerji takšne reakcije? Morda vas je tudi nekoliko presenetil z zaključkom? Ni me presenetil, kajti Ivan je že igral v prvi hrvaški ligi desnega bočnega, tako da sem vedel, da lahko to dobro odigra. Vedel sem, kje bomo boljši, kje bomo slabši. Na koncu me je iskreno tudi presenetil s tem strelom, nisem mu zameril. Poglejmo v tabor domačih, koliko je razočaranja, ne glede na to, da ste vi sami dosegli zadetek, ampak vseeno je to kar boleč poraz v boju za Evropo. Ja, res je, tako kot ste rekli. Ta poraz si nismo zaslužili, moram reči, res smo dominirali skozi celotno tekmo. Sedaj se nam to pozna na lestvici, ampak gremo naprej, glave gor, do konca je še 7 tekem. Če vse zmagamo, verjamemo v Evropo. Kaj pa vam je trener dejal po tekmi, kaj je po njegovem mnenju zmanjkalo na koncu? Pa zmanjkalo nam je tukaj v zadnji tretjini, predvsem zaključek na gol. To moramo popraviti definitivno in potem bo bolje. Za vas nekako dvojna zmaga danes, glede na to, da ste se vrnili po 5 tekmah odsotnosti, pa še zmaga proti Muri. Kakšni so občutki po tekmi? Pa moram reči, glede na to, da smo zmagali, odlični. To je najbolj važno. Sigurno sem vesel za to, da sem se vrnil. Nekaj tekem sem spustil, ampak zdaj sem v polnem pogonu. Zelo sem vesel za ekipo, za igralce, tako da mi gremo na polno naprej. S partnerjem v obrambi, z izkušenim Rajčevićem, sta danes vse v prvem polčasu imela zares težko nalogo, dva velikana, vaš nekdanji soigralec Mulah Husejnović pa Daku. Kako je bilo to zaustavljati? Težko. Zelo dobra igralca od spredi, Nardo poznamo že od prej, ko je bil v Kopru. Tako da je bila ena težka tekma, ampak z Rajčetom se dobro ujameva in nama je rata. Škoda, da nismo držali 0 na koncu, ampak važne so 3 točke in to je to. Kaj pa to zdaj pomeni za nadaljevanje sezone? Še vedno ste blizu tudi prvemu mestu, najverjetneje niste odmislili tudi ne boja za naslov.
Pa sigurno ne. Pripeljali smo se v tako situacijo, da moramo gledati tudi gor. Mi gremo sicer tekmo po tekmo in probamo vsako tekmo dati svoj maksimum in bomo videli, kam nas bo to na koncu pripeljalo.